dan in prisrčno dobrodošli. Vsak hip se bo pričel dogodek, ki ga že zdi se nestrpno pričakujete. Naj pa povem, da ga bo uvedla mlada glasbenica. Kot vidite, je z nami violinistka Kasja Juntes Horvat, ki bo, prepričana sem, navdušila s Paganinijevo kompozicijo Cantabile. Z njo na klavirju Andreja Hauptmann Škaber. Prisrčno dobrodošli. Dobrodošli seveda tudi vi.
Dober dan in prisrčno dobrodošli. Živijo, dober dan, tudi z moje strani. Lepo vas je videti v tolikšnem številu. Da, govorili bomo o vesolju. Rekli boste, Zemlja je vse, kar imamo, in vendar nas neizmerno mika nebo. Če ga želimo nadrobneje raziskati, velja prizadevno gojiti veščino potrpežljivosti in mirnosti, kot nas dobrotljivo poduči prišep čudes nočnega neba. Docentka doktorica Dunja Fabijan, prisrčno dobrodošli. Ste doktorica astrofizike in docentka na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter članica astronomske skupine. Nekoč smo z največ predaje mislili Luno, dan danes nas zlasti vznemirja Mars. Toda, če se spomnim besed profesorja Tomaža Cvitra, prav kmalu bomo z radovedjem obsipali Jupiter in Saturnove lune. Zdaj pa, skoraj me mika poizvedeti, zakaj nas dražijo prav Jupiter in Saturnove lune, ampak vi pa morebiti zaupate še kaj novega, kar nam sporoča planet Mars. Ne, šalim se, kar vas lepo prosim, pripojite se. Ko se sprašujemo, zakaj gre človek v vesolje, zakaj bi rad šel v vesolje, potem to povezano tudi z našim, seveda, željo po odkrivanju novega. Namreč, če smo na Zemlji, pač verjetno vidimo omejenost naše Zemlje, ampak istočasno nas pa res mika, da gremo kam v daljave. In mogoče bi lahko že našo publiko, predvsem mlajšo publiko, vprašali, kam bi oni radi šli. Naredimo eno kratko anketo. Pa dajmo, da. Kdo izmed vas bi rad odpotoval na Luno? Pa da vidimo, koliko jih je. To jih je pa kar precej. Ja, jih je. Kdo bi pa rad na Mars? Tudi za Mars imamo veliko potnikov, tako da mogoče lahko povem zanimivost, da je pred kratkim ESA zaključila, ESA je Evropska vesoljska agencija, in je zaključila svoj izbor astronavtk in astronavtov. To so zdaj bodoče generacije astronavtov in astronavtk, ampak mogoče boste pa vi tudi lahko šli v vesolje naslednjič, ko bo spet možnost, da se kandidirate in da vprašate, da bi tudi vi postali astronavti in astronavtke. Tako bi jaz rekla, torej človeka vodi v vesolje radovednost. Na Zemlji, seveda Zemlje vidimo vesolje z posebnega vidika in mogoče, če gremo naprej na naslednjo sliko, to je zdaj Artemis, ki je poletela 16. novembra, no to je pa slika kapsule Orion. Artemis je namreč NASIna misija, ki je potovala do Lune in nazaj in se zdaj že vrača. Orion je pa bil na vrhu te rakete, ki ste jo prej videli, in z Oriona so v bistvu opazovali, kaj vidite tukaj na desni strani, vidite en delček Lune, en košček Lune, v ozadju pa Zemljo. Zdaj, kaj to pomeni? Da ko gremo v vesolje, vidimo tudi nas, same sebe, Zemljo z drugačnega zornega kota. In torej na tak način tudi spoznavamo lahko vesolje. Zato je tako zanimivo, da gre lahko tudi človek v vesolje. Ampak moramo pa prej poskrbeti, da bo naša Zemlja dobra, da bomo lahko na njej živeli, ker Zemlja je pa enkraten svet, tak, ki nam omogoča življenje. Tudi na Marsu je življenje izredno težko. Tako da bi to poudarila mogoče v tem odgovoru. Da. Vemo, da vesolje le daje vtis, da je konstantno, medtem ko se v resnici nenehno spreminja. Le kako zaobjeti 13,8 milijardno zgodovino vesolja? Razumemo, da je to povsem nemogoče. In potem nas kakopak mika pogledati v prihodnji čas. Znanstveniki že marsikaj vedo o prihodnosti vesolja. Denimo, če pogledava v trenutek tukaj in zdaj, vemo, da se vesolje pospešeno širi. Vendar pa vse urnejšega širjenja vesolja znanost nikakor ne zna pojasniti, kaj ne? Zanima me, doktorica Dunja Fabijan, ali lahko osvetlite tako imenovano temno energijo, v kateri morda tiči vsaj kanček skrivnosti?
Ja, zagotovo je temna energija. Zdaj ne vem, če so najmlajši mogoče med vami tudi že slišali zanjo. Torej, naše vesolje smo odkrili, da se širi. Kaj to pomeni? Mi smo ga tako odkrili, da smo merili, kako hitro se od nas oddaljujejo nekatere oddaljene galaksije. In bolj so oddaljene, hitreje se oddaljujejo. Zdaj, prva misel bi bila, da čim dlje so, torej, dlje so te galaksije, hitreje se gibljajo. Ampak v resnici se galaksije so, kot da bi bile pripete na en balonček, ta balonček se pa širi. No, in ta balonček je naše vesolje. Torej, vesolje se širi v resnici. Torej, galaksije se navidezno oddaljujejo, v resnici se pa prostor med galaksijami širi. No, in pred leti so pa ravno tako astronomi in kozmologi, to so tisti, ki se ukvarjajo z vesoljem, so odkrili, da se pa vesolje ne samo širi, ampak širi pospešeno, vedno hitreje se širi. Kaj je zdaj temu vzrok? No, in so tuhtali in so potem dojeli, da bojo temu pojavu rekli kar temna energija, in o tem še ne vemo, kaj je. Torej, to je zdaj za bodoče astronome med vami možnost, da boste vi odkrili, kaj to je. Torej, to je zdaj pa taka velika skrivnost v astronomiji. Vesolje je zelo blagorodno, kar zadeva skrivnosti, ki jih ponuja človeškemu umu v tehtanje. Govorili smo tudi o Luni, ne zelo intenzivno, zgolj dotaknili smo se je, no pesniki zelo radi razmišljamo o Luni in nismo nujno vselej prepričani, ampak zdaj pa jaz nepreklicno vem, da bi nam Luna hotela ubežati. No, malce se šalim, to da Luna se neizpodbitno premika od planeta Zemlja, če se ne motim, s hitrostjo 3,8 cm na leto. In nekoč bo Luna postala kratko malo premajhna, da bi v celoti zakrila Sonce, kaj ne? Kaj se bo zgodilo tedaj, ko bo Luna premajhna, da bi v celoti zakrila Sonce? Kaj bi se lahko zgodilo? Ena stvar, ki jo danes lahko vidimo iz Zemlje, so prav posebni pojavi, ko Luna zakrije Sonce. Temu pravimo, mogoče kdo ve, kako temu pravimo? Sjajno. Veš kaj, jaz bi ti pa za ta super pravilen odgovor, če si smem to dovoliti, kar poklonila tole ogrlico. Ja, izvoli in čestitke. Ja, tako je. Torej, sončni mrk, torej, mrkne Sonce kar čez dan, podnevi kar naenkrat zatemni Sonce. To pa zato, ker med nami in Soncem se kar naenkrat pač pojavi Luna, ki ga nekoliko zakrije. Kaj se bo pa zgodilo, če bo Luna nekoliko dlje od nas? Sedaj trenutno, ja, ne bo več popolnoma ja, tukaj imamo pa same astronome, ki so prišli poslušati. Res, izvrstno. A bi tudi tebe mikal takle obesek? Izvoli. Prosim. No, tako kot so tukaj spredaj ugotovili, ravno tako se bo zgodilo. Torej, ne bo več popolnoma zatemnjen tale mrk, marveč bomo opazovali nek poseben mrk, kjer Sonce v bistvu ne bo popolnoma mrknilo, ampak bo okrog Sonca en tak obroč. To bo tak obročast, kolobarjast mrk, mu pravimo. Mogoče v eni izmed naslednjih slik pa še malo naprej. Takole mislim, da bo pa še malo. To smo, boste videli, da bo kar naenkrat še eno. Evo, to je Sončev mrk. Naslednja slika je pa tale tak kolobarjast mrk. No, danes je Sončevih mrkov popolnih približno 40% tistih, ki jih vidimo, če se prav spomnim številke, mogoče sem se malo pomešala, ampak v glavnem to je pa naša bodočnost. Torej v bodočnosti ne bomo več videli popolnega mrka, kot ste ga prej, ne, oziroma kot ste ga videli na sliki, ampak le še kolobarjaste mrke. Bomo pa še vedno opazovali delne Sončeve mrke. Mogoče, kdor je med vami lahko opazoval, to smo imeli konec oktobra, smo imeli tako opazovanje tudi iz Slovenije in se je dalo opazovati delni Sončev mrk, ko je bila ploskvica Sonca samo delno zakrita. No in to tudi v naslednjih letih bo še možno opazovati, tako da ne bo potrebno preveč čakati na take dogodke.
Doktorica Dunja Fabijan, vaše raziskovalno polje so ojate galaksij in njihove lastnosti. Proučujete jih s pomočjo kozmoloških hidrodinamičnih simulacij. Tega si nujno vsi ne znamo povsem natančno ali sploh ne predstavljati. Pa vendar vas vprašam, naša galaksija je ena izmed približno 50 galaksij, ki so del tako imenovane lokalne jate. Galaksija Andromeda je od nas oddaljena 2,5 milijona svetlobnih let. In med Andromedo in našo galaksijo, pravijo znanstveniki, vlada sijajna privlačnost. Na vso moč jo vleče skupaj in nekoč se bo zgodilo, da bo Andromeda trčila z našo galaksijo. Se bo zgodilo čelno trčenje. In ali bi tak trk mogel kakorkoli ogroziti Sonce? To me zanima. To je pa zelo, zelo zanimivo vprašanje. Mogoče, da stopim še en trenutek nazaj. Pri tej predstavitvi ste slišali tudi eno tako čudno stvar, torej svetlobna leta. Svetlobna leta, kaj so to svetlobna leta? No, vidimo, da imamo že en odgovor. Prosim, povej. Tako je, torej, to so take enote, ker namreč navaden meter nam ni dovolj, ne? Ko gremo v vesolje, tukaj imamo, pač govorimo o ogromnih razdaljah in torej z metri si nič ne moremo pomagati, zato imamo pa astronomi radi take merske enote, kot so svetlobna leta. To je v bistvu razdalja, ki jo svetloba prepotuje v enem letu. No in bi mogoče uganili, oziroma mogoče veste, koliko je od nas oddaljeno Sonce, to je naša najbližja zvezda. Koliko svetlobnih let bi mu priredili? Je to 1 svetlobno leto, 100 svetlobnih let, manj kot 1 svetlobno leto? Manj kot 1 svetlobno leto, 8 svetlobnih minut, niti leto ni. Torej, tako malo potuje svetloba, tako malo časa potuje svetloba, da pride Sonca do nas. Če bi Sonce nekdo kar naenkrat ugasnil, bi se mi šele 8 minut kasneje zavedali, da se je ugasnilo. Torej, Sonce je izredno blizu, ne, glede na take zelo velike skale. No in če govorimo o galaksijah, kaj se bo zgodilo med galaksijami, lahko v naslednjih slikah si pogledamo, kaj se bo zgodilo, ko se bosta naša galaksija in naša bližnja večja galaksija Andromeda trčili. No, tukaj vidite prikaz naše galaksije, gledamo jo z vrha, naša galaksija je zvezdni sestav, tak sploščen, no in ki ga vidite sedaj, nekoliko smo se oddaljili, malo potujemo po vesolju in vidite 3 galaksije, ki se med sabo privlačujejo, so del te lokalne jate. Zgoraj na desni imate našo, spodaj na levi pa Andromedo, ki je nekoliko večja od naše. No in zdaj se počasi, tukaj na desni strani imamo to navado astronomi, da damo še nekaj številk, da merimo, koliko časa bo preteklo. Tukaj imate milijarde let. No in vidite, da se ti 2 galaksiji počasi približata, počasi, ker gre to na milijarde let, torej ne bo tako hitro, da se ne bo nič takega zgodilo in se potem združita v eno samo. No in naslednjih nekaj slik nam tudi pove, kaj se bo zgodilo, kako bi to gledali z Zemlje. Vidite, da se to premakne, naenkrat bomo takole videli obe galaksiji, pa potem se bo vse več zvezd pojavilo na nebu, združevali se bosta in na koncu bo ostala samo ena in bo takole osvetlila naše nebo. No, vaše vprašanje pa je bilo, kaj se bo zgodilo pa z našim Soncem. No, tukaj nam pomaga prispodoba. In sicer, če pogledamo, kje je nam, torej druga najbližja zvezda, Proxima Centaura, če bi to merili na Zemlji, bi Proxima Centaura bila na razdalji, torej Kanarskih otokov. Če bi jo zmanjšali na našo zvezdo Sonce in Proximo zmanjšali na velikost pomaranče, ta prva pomaranča, ki bi jo srečali, torej ta prva zvezda, ki bi jo srečali v potovanju, bi bila na Kanarskih otokih. Kaj se pa zgodi, če 2 galaksiji zmanjšamo na velikost pomaranče? V resnici sta ti 2 galaksiji bistveno bližje, torej na razdalji 1 metra. Zdaj pa kaj to pomeni?
Zvezde so med sabo veliko dlje, relativno dlje, kot so med sabo galaksije. Torej, ko se bosta galaksiji združili, v resnici zvezdam ne preti večje nevarnosti. Torej, naše zvezde še vedno ne bodo trčile oziroma se ne bodo ustvarili taki dvojni sistemi zvezd, marveč verjetno bomo pač ohranili svojo zvezdo in svoje osončje. Drugo pa bo naše, tole, kar smo prej videli, torej naše videnje oziroma naš pogled v nebo. Ta se bo pa bistveno spremenil. Kaj bi se pa zgodilo, če bi dve zvezdi trčili med sabo? Tu pa imamo ene take primere, ki so zelo zanimivi. Gre za take posebne zvezde, to so pa oziroma take objekte astronomske, ki se med sabo zlijejo. Temu pravimo črne luknje, ki se zlijejo, ali pa nevtronske zvezde, ki se zlijejo. To so pa posebni objekti, ki se jih lahko opazuje. No, zvezde običajno so v orbiti ena okrog druge. Obstajajo pa take zvezde, ki so tako tesno rade skupaj, da si med sabo izmenjujejo tudi del svoje snovi. In kar se takrat zgodi, je pa lahko tudi, da ena zvezda dobi preveč snovi in potem eksplodira ali pa občasno eksplodira. Tem eksplozijam pravimo supernove ali pa, če so občasne, jim pravimo nove. Tako da se dogaja marsikaj zanimivega, ko se zvezde znajdejo blizu skupaj. Sonce, prečudovita lahka zvezda, ni večno, kot nobena zvezda seveda. Do tega časa je zvezda Sonce potrošila polovico svojega jedrskega goriva, približno polovico. Toda preden bo Sonce dokončno utonilo in se preobrazilo, se pravi napihnilo v rdečo orjakinjo, bo pogoltnilo najmanj 2 planeta. Ali bo snedlo tudi Zemljo? To je pa tudi zanimivo vprašanje. Ste se kdaj spraševali, če Sonce bo zavedno tako svetilo ali ne? V resnici Sonce je zvezda in zvezde se rojevajo in tudi umrejo na koncu. Naše Sonce je čisto lepa zvezda, ki nam omogoča, torej, da lahko blizu nje živimo, da so lahko okrog nje planeti in da na njih lahko nastane življenje. Še posebej na Zemlji, ki je točno na taki razdalji, kjer je lahko voda v tekočem stanju. Zakaj je voda pomembna? Voda veste, da je pomembna torej za našo Zemljo, kaj ne? To pomeni, da je potrebno, da so pogoji taki, da nam ni prevroče. Če bi bili preblizu Soncu, bi nam bilo prevroče, če bi bili predaleč, bi nam bilo pa prehladno. Kaj se bo zgodilo, ko se bo Sonce kar naenkrat izrabilo svoje gorivo v središču? Predno se bo ponovno prižgalo, se bo Sonce razširilo, bo postalo rdeča orjakinja. To je izredno velika zvezda. Tako velika, da bo segla čez orbito Venere in celo segla skoraj do orbite naše Zemlje. Zdaj, kaj se pa zgodi, ko pride tako blizu ena zvezda? Ja, očitno nam ne bo več tako v redu, ne? Temperatura ne bo glih ta prava, marveč bo malo pretoplo. Tako da ne bo idealno. Čez 5 milijard let bi bilo fajn začeti misliti, da se nekam preselimo. Pa imava spet vprašanje. Da, prosim. Če bi se... Torej, Sonce pravzaprav se z rdečo orjakinjo ne zaključi njegovo življenje. Namreč potem, ko se napihne, potem bo njegove zunanje plasti pa odneslo. In ostalo bo samo jedro, središče Sonca, ki se bo počasi ohladilo. In ko se bo ohladilo, na koncu ga ne bomo več niti več videli. No, zdaj pa se moramo mi pač prej preseliti z Zemlje, no, da ga bomo lahko opazovali. Je pa res zelo zanimivo, no, vse to, da se zvezde v bistvu tudi umirajo in potem počasi ugašajo. Knjigi, ki sta se mogli zgoditi tudi za voljo naslombe Kraljevega observatorija v Greenwichu, v mislih imam Čudesa nočnega neba in prihodnost vesolja, dvigujeta plamene radovedja in odstirata vrsto mamečih dejstev. In tako smemo razmišljati. Če mlade Zemlje nekaj milijard let nazaj ne bi zadev ogromen objekt in je prevrnil, njena os ne bi bila nagnjena in tedaj bi bila Zemlja,
ki je tudi mimogrede neprava krogla, kot vemo, in se zato malce opoteka. No, ampak če ne bi bila nagnjena, bi bila manj uravnotežena, manj raznolika in prav zanesljivo manj prijazna za življenje. Prav zato, ker živimo na opotekajočem se planetu, pa naša zvezda vodnica na vekov veke ne bo severnica. Je res? Tako je. Torej, če boste kdaj pogledali, in upam, da boste pogledali v nočno nebo in vam bo nekdo pokazal, kako naj se orientiramo, no, v tem primeru boste najverjetneje si ogledali najprej asterizem, to je povezava med zvezdami, ki se imenuje, tam imamo že en odgovor, veliki voz, pa potem od tistega prišli na mali voz. Je tako? Prosim. Na koncu velikega, mislim, da sem slišala prav. Je, ne? Mogoče bi lahko tudi... Seveda. Ti smem? No, če greste mogoče nazaj na... Torej, gremo malo nazaj, se zapeljemo čez te slike, ker bi vam rada pokazala v resnici, kaj se dogaja torej za našo zemljo in zakaj je tako pomembno, da je nekoliko nagnjena. Ne? Vprašanje je bilo, torej, zakaj je tako pomembno, da je zemlja malce nagnjena. Pa gremo še malček nazaj. Še za par, evo, no tukaj imate. Torej, če boste kdaj zaznali na nebu in vam bo enostavno, običajno zelo enostavno najdete veliki voz, potem se lahko zapeljete zadnji 2 zvezdi voza, preslikate še 5-krat in boste našli zvezdo Severnico. Zdaj, kaj to pomeni, da je zvezda Severnica tista, ki nam kaže sever? No, zvezda Severnica torej bo ostala in bo pokazala sever še nekaj let, ampak počasi ne bo več sever pač proti Severnici, marveč si bomo morali izbrati neko drugo zvezdo. To pa zato, ker je naša zemlja kot vrtavka. Jaz imam tukaj eno tako vrtavko. No in kaj se zgodi? Naša zemlja se sicer vrti, ne? Vrti okrog sonca, takole, ampak počasi se opoteka. Torej, če bo jo jaz tukaj spustila, boste videli, da začne potem vrtavka se vrteti. In njena os ne kaže več v isto smer, marveč kaže v druge smeri. No, ta krog v resnici naša zemlja naredi v 26.000 letih, kar pomeni, da bo še dolgo časa torej trajalo, da se bo naš sever nekje drugje na nebu. Ne? Ampak za zdaj imamo sever, ki kaže proti Severnici. Še eno dokaj osupljivo razodetje. V daljni prihodnosti se bo vrtenje zemlje upočasnilo. Upočasnilo se bo celo tako zelo, da bo dan dolg prek 1000 ur. Torej, spet imamo povezavo, to pa z Luno, o kateri smo prej govorili. Luna in Zemlja sta povezan sistem. Ampak ker se Luna oddaljuje, se tudi Zemlja upočasnjuje. In na ta način bo tudi njen dan počasi postajal daljši. Torej imamo celoten sistem. Torej Luna se malo oddaljuje, Zemlja upočasnjuje in torej spremembe bomo tudi mi čez veliko let lahko zaznali. Docentka doktorica Dunja Fabijan, povejte, bodo nekoč celo črne luknje kratko malo izpuhtele iz vesolja? Kaj se bo dogajalo v vesolju, pa čez veliko let, govorimo o milijardah let. V vesolje se širi, ne, smo rekli prej. Ne? Vesolje se širi in se počasi tudi zaradi tega širjenja pač ne bo več na razpolago toliko plina za nove zvezde, bo vedno več zvezd, ki bojo počasi umirale in se ohlajale, no in počasi se bo vesolje ohladilo. In tudi črne luknje ne bojo imele več svoje hrane. Kaj hrani črne luknje? V črne luknje padajo zvezde, plin. Ne? Tako je. Torej, svetloba ven iz črnih lukenj ne utegne. Ja. Ampak na koncu, ko bodo ostale črne luknje, bodo mogoče celo nekateri znanstveniki menijo, da bodo izpuhtele. To pomeni, da pač v njihovi okolici se bojo dogajali taki posebni procesi, zaradi česar bodo počasi izgubljale tudi svojo maso.
Pričelo se je z velikim pokom. Kako se bo končalo? Z velikim raztrgom? To je spet pa zanimiva teorija, tudi ta. Torej obstaja več različnih teorij o tem, kako bi naj se zaključilo naše vesolje. Spet govorimo o takih zelo pač daljni prihodnosti. Ena izmed teorij pravi, da se ne bo samo prostor širil, marveč se bo, torej naše galaksije se bo s seboj ohranile, ne, ampak prostor ne bi se širil. Torej to je zdaj tisto, kar mi merimo. Nekatere teorije pa trdijo, da se bo tudi med galaksijami začelo kar naenkrat, torej znotraj galaksije se bodo začele širiti in oddaljevati med sabo zvezde v galaksijah in celo tudi naše Osončje proti koncu naj bi se pač oddaljili planeti od samega Sonca in na koncu naj bi prišlo do nekega pojava, ki mu pravimo veliki raztrg, torej da bi vse skupaj se tako raztrgalo, torej tako hitro širilo, da bi se vse skupaj raztrgalo. Mogoče s prispodobo tistega balona, ki smo ga prej imeli, poči balon. Najlepša hvala. Doktorica Dunja Fabijan, mene navdušuje najina publika, ki je očitno vztrajno radovedila in nabrala nemalo znanja. Zato pomislim, da bi jo kar pritegnili k besedi. Aha, deklica je že dvignila roko, pa bi želela nekaj povedati ali nemara vprašati. Torej tudi nastanek Lune, hvala, je zelo pomemben, torej za nas je pomembna Luna in Luna naj bi nastala, tako menimo astronomi, da je nastala kot posledica enega trka. Med sabo sta trčila, torej tisto, kar je bila prej naša Zemlja in še en drug planet in tisto ostanek tega trka je pa Luna, ki se je potem ohladila in ki je ostala naša zvesta spremljevalka. Imamo pa ogromno seveda tudi drugih lun okrog drugih planetov. Ena izmed teh je recimo Luna, Marsova luna Phobos. Phobos je posebna luna in mislim, da jo imamo tudi na sliki, ampak ne vem kje, zdaj se pa ne spomnim, kam smo jo dali. No, v glavnem, Phobos je taka luna, ki je bolj krompirjaste oblike, podobna enemu krompirju. Je pa v orbiti okrog enega planeta, ki smo ga prej omenili. Katerega planeta, mogoče veste, to sta dve luni, se imenujeta Phobos in Deimos. Mars, tako je, torej Mars. No in tale luna Phobos ima pa take udrtine, se že vidijo v njej. To pa zato, ker bo v času, jo bo Marsova gravitacija raztrgala. Imava spet eno vprašanje. Smem prositi, da pristopiš, tako da te bodo lahko tudi... Kraterji? Te na luni Phobos? Misliš, ali na čem drugem? Veš, da te ne slišim? Na luni so tudi kraterji, no tudi o tem bom nekaj povedala. Ampak prej še o luni Phobos, tej krompirju, ki kroži okrog Marsa. Ta krompir ima neke vdolbine, to so pa posledica, kot sem rekla, tega, da ga Mars vleče k sebi, ampak ker je krompirjast, ga različno vleče in ga bo kmalu raztrgal na koščke. No in potem bo tudi Mars eden izmed planetov, ki bo imel prstane okrog sebe. Takole. Tudi Mars bo imel in počasi bojo ti koščki upadli proti Marsovemu površju. Luna pa ima kraterje. Luna ima kraterje. Na Zemlji imamo tudi nekaj kraterjev, ki si jih lahko ogledamo. Ampak Zemlja je taka dinamičen planet. Njegovo površje se spreminja. Luna pa nima atmosfere in njeno površje se pa ne tako spreminja. Luna ima torej vsakič, ko nekaj zadane Luno, se na njenem površju nastane krater in te kraterje lahko opazujemo. Opazujemo jih tako na strani Lune, ki jo vidimo z Zemlje, kot na drugi strani, ki je pa z Zemlje ne uspemo videti. In zato ima Luna kraterje, ker vanjo se stalno zaletavajo neki drugi manjši koščki in kamenje z vesolja.
Na ta način nas tudi malce ščiti, no? Da se ne zaletijo v našo atmosfero. Glede na to, da sva govorili o svetlobnih letih pa milijardah let, priznam, da se je moj notranji kompas povsem, da je iztiril oziroma zanihal in niti slutiti ne morem, kako daleč v tukajšnjem času smo. Zato, ako ni nikogar več, ki bi želel profesorico pobarati o tem in onem povezanim z vesoljem, rečem le še prisrčna hvala za na moč dragocene uvide in prisrčna hvala, kakopak tudi vam, ki ste tako tehtno in s polno vednosti seveda spraševali. Bodite v družbi vesolja, saj drugače ne gre, ampak saj veste, kaj mislim, tudi poslej, če bi želeli knjigi prelistati, pa ste dobrodošli, da se oglasite tule na bližnji stojnici založbe Morfem. Vsem iz srca hvala, bodite nezaslišano lepo. Hvala lepa vsem. Srečno, hvala. Hvala.